Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Kot vidite, sta z nami general Capitini in Daniele Moro. In kot vsi smo čakali, da ugotovimo, kaj se dogaja. Novica zadnjih 30 minut je, da je bilo potovanje Vansa praktično začasno ustavljeno. Torej, zelo verjetno, da se bo spet začelo streljati. Ne več in ne manj. Zato dobrodošla oba. Vedno se znajdemo v takšnih situacijah. Hvala vsem, torej poskušal bom povzeti, kaj se je zgodilo v zadnjem tednu. Vsi smo videli preigravanje, v smislu, da so bile najprej predlagane 15-točkovne rešitve z ene strani, 10-točkovne rešitve z druge strani. Že pred 2 tednoma je bilo očitno, da so bile točke tako različne in nezdružljive, da ne bi pripeljale nikamor. Vmes so se zgodile tudi druge stvari, Američani so streljali na iransko ladjo, jo abordirali, potem bomo to še videli in tako naprej. Zadnje 2 ali 3 dnevi so se zelo osredotočili na razpravo o obogatenem uranu. Američani so rekli, v redu, Trump je rekel, ja, odnesli bomo obogateni uran. Iranec je rekel, ne, o tem ni govora. Prav na sredi so se Rusi ponudili, da ga bodo gostili oni, in zdi se mi tudi Pakistan. Seveda, Američanom ta rešitev očitno ni všeč, ker bi se potem lahko brez večjih težav vrnil v Iran. To pa se zdi bolj kot zahteva, ki ustreza izraelskim potrebam, saj želijo izkoreniniti problem pri samem izvoru. Začne se drugi krog pogajanj, pravzaprav medtem ko je Trump na eni strani govoril, da poteka drugi krog pogajanj, da gre vse odlično, da so pogovori zelo uspešni in podobno. Iranci uradno pravijo, da so res zavrnili, da ni nobenega drugega kroga pogajanj, zato je vse obstalo. Danes, na koncu bi se morali srečati. Danes se izteče 21. dan 2 tednov prekinitve ognja. V resnici, glede na to, da se je zgodila tudi tista zmešnjava z vkrcanjem na ladje in tako naprej, recimo, da so se strasti razvneli. V zadnjih 24 do 48 ur. In praktično razen Vansa. Do pred 4 urami je bil v Washingtonu, bil je na telefonu s Pavlom in smo se spraševali, če je v Washingtonu, koliko časa potrebuje, da prileti tja. Tako da je bilo že zelo dvomljivo, da bi se sploh pojavil. Zdaj je uradno, da se ni zgodilo prav nič. Vsak bo ostal pri svojem. Pavlo, takoj sem ti hotel dati besedo. Glede vprašanja ladje, koliko misliš, da je vplivalo dejstvo, da USS Spruance, mimogrede, nosi ime velikega admirala. Admiral Spruance je streljal na to iransko ladjo, so se vkrcali nanjo in tako naprej. Prav v teh 48 urah. Je to igra? Je to igra med stranmi? Najprej dober večer vsem, živijo Daniel, živijo Mirko in pozdrav vsem, ki nas poslušajo. Najprej to jasno dokazuje eno stvar, da niti Iranci niso prav verjeli v ta krog pogajanj. Saj ni bilo tako, da iranska ladja ne bi imela kaj početi. Dvigne sidro in poskuša prebiti blokado. Rekli so ji, iranska ladja dvigne sidro, pojdi tja in potem bomo videli, kaj se zgodi. Pričakujejo prav to, kar se je zgodilo, torej povzročiti, dokazati, da je ameriška pomorska blokada sovražno dejanje. To je bilo vojno dejanje, ki se je izvajalo ravno v trenutku, ko so pozivali k pogajanjem. Torej je bila to iranska past, v katero Američani niso le padli, ampak niso mogli drugače, kot da padejo vanjo. Ampak ko nekdo začne dialog, pričakuješ nekoliko bolj sproščen pristop, ne pa da nate začnejo streljati ravno v trenutku, ko to počneš. Pogajanja, točno tako. To so posnetki, kjer ladja po radiju ukaže ustavitev motorjev, kar je klasičen postopek pri pomorskih blokadah. Iranci so rekli, vi ste nam vzeli ujetnike, imate za talce iranske mornarje,
Poškodovali ste lastnino iranske države in v istem trenutku, ko mislite ali nam nalagate, da se pogajamo, torej, to počnete v slabi veri. Prepričan sem, da Iranci niso verjeli več kot 20 minut v idejo mirovnih pogovorov, ki jih je predlagal Trump. In imajo za to dober razlog. Se spomnite, najprej so bili rakete na Oman, ko je potekala razprava, potem pa spet rakete. Če se vrnemo na drugo razpravo, takoj, ko organizirajo vrh za mir, nekdo dobi nekaj raket. In tudi razumem previdnost iranskih voditeljev, da ne zapustijo svoje države, ker je bila ideja, da bomo streljali tudi na te, ko se vrnemo dol. Tako povedano je smešno, ampak v resnici je to dokaz, da skrivnostne pravice niso odgovorile. V očeh Irancev in mnogih drugih, ki gledajo brez besed, nimajo več tistega kapitala verodostojnosti, ki je pravo orožje velesil. Se pravi, preden ti moram dokazati svojo moč, ti mora zadostovati že sama misel, da bi ti jo lahko dokazal, da prideš do bolj umirjenih sklepov. Tukaj pa lahko mislimo, da gre za blef. Recimo, da so velesile vedno delovale na podlagi blefa. Pavlo, oprosti, ampak je to igra v smislu, v redu, Iranci so nastavili past, vedeli so, da bo ladja ostavljena ob strani. Ti pa odrinejo z USS Tripoli, da dajo vtis. In na drugi strani imamo Trumpa, ki laže, ker pač laže, brez sramu, rekoč, ja, smo v pogajanjih, gre dobro in tako naprej. Z njegovega vidika je vse v redu, ker so po Trumpovem mnenju pogajanja z nekom, ki sploh ne govori ali pa ga sploh ni. Z njegovega vidika verjamem, da on pravi, da gre vse odlično. Ampak to je komunikacijska igra. Pavlo, mislim, da jaz rečem, da gre vse dobro, na drugi strani pa pravijo, da ni slabih. To naredijo oni, ko rečejo, da ni res. On bi se moral spomniti, če pogleda skozi katerokoli okno v Beli hiši, ga razgled okoli njega spomni, kaj je moč. Washington je kot mesto eno redkih prestolnic na svetu, ki je bilo zgrajeno in ustvarjeno zato, da pokaže moč velike države. Najprej navznoter in nato navzven. To ni mesto, ki bi imelo neko drugo zgodovino in bi šele nato postalo prestolnica, ampak je prav tako zasnovano. Zdaj, on bi moral razumeti, morda bi mu morali pojasniti, da je predsednik Združenih držav za določen čas, tako kot vsi pred njim, za določen čas. Tisto, kar ostane, so Združene države. In res ne moreš razmišljati o teh igricah, ki morda delujejo na mnogih drugih področjih, na področju financ, na področju poslovanja. Igranje pokra, igranje z vnuki na preprogi v dnevni sobi je povsem v redu. Vendar obstajajo stvari, ki jih, če zasedaš določene položaje, preprosto ne moreš niti poskusiti. Ne moreš jih niti poskusiti. Včasih bi bilo celo priročno, če bi jih lahko poskusil. A jih ne moreš. Zakaj? Ker ti tvoja vloga to preprečuje. Če je okorel, te stvari noče sprejeti, da biti predsednik Združenih držav Amerike ne pomeni, da te podpira genialnost. Zato je lahko predsednik. Združene države, ki imajo tako napredno vizijo, da si lahko privoščijo biti tudi malo izvirne. Ampak preprosto je oseba, ki je popolnoma neprimerna za to vlogo. In to je zelo resno. Če pomislite, kakšna pooblastila ima predsednik Združenih držav in kakšna so njegova posredna pooblastila v odnosu do preostale ameriške državne aparature. Ker ima srečo, da ima kongres, ki ni vreden nič. Ker sicer imaš predsednika, ki ničesar ne razume. Če bi imel kongres slabe namene, bi da lahko prekosil. Ravnotežje te države bi šlo popolnoma iz tira. Zato Združene države potrebujejo predsednika, ki je vsaj malo normalen, in kongres, ki opravlja svoje delo. Če ti dve stvari delujeta, se lahko obvladujejo. Zdaj pa stojijo le na eni nogi in to ni v redu. Recimo, obe sta na kolenih. Ni nobene noge po konci, ampak recimo, da se po volitvah ena noga spet postavi po konci. Ne morejo stati na eni nogi. Trenutno je recimo to kot kavna mizica. Ja, to je politika flaminga, le da flamingo lahko stoji na eni nogi, ker se ne premika. Miruje, stoji tam. Če bi moral plesati na eni nogi, bi imel težave. Tako, Trump je flamingo. Prepričan je, da je flamingo in še huje, prepričan je, da lahko pleše.
Poglej, še bolj ti bom razložil. Poleg Tuska, ki je, kot vidiš, prečkal območje, recimo, prepovedi, ki so ga določili Američani, kar pa jaz ne razumem, je tudi prestrezanje drugih ladij, mislim, da precej naključno, kar je precej čudno. Poglejte, kje so šli prestreči eno ladjo. Ja, res je, da je imela prijavljeno pot proti Iranu, ampak so šli ujeti eno ladjo. Tiffany, ne Tiffany. Torej, nihče ne bo zajtrkoval. In tudi ta, je plula pod zastavo Bocvane. Malo sumljivo, ampak tudi tukaj so šli praktično opraviti inšpekcijo, recimo, kar je v skladu s pomorskim pravom, da lahko opraviš inšpekcijo v mednarodnih vodah. Ja, to je v skladu s pravom, če obstaja sum glede ladje, vendar moraš imeti sum na podlagi tovornih listov, če obstaja sum, da ta ladja prevaža vojaški material v državo, ki je v vojni s tabo, ne z nekom drugim. Da prevaža tehnologije, ki so namenjene vojaški uporabi in, kar je smešno reči, da bi lahko prevažala sužnje. Ima tudi drogo. Sužnji so ostali zdaj na koncu koncev, ampak s tem načelom lahko katerakoli mornarica na svetu ustavi in se vkrca na katerokoli ladjo v mednarodnih vodah. Ampak to moraš najprej dokazati, torej imeti pravi razlog. Ker naprimer na ladji... Ne, vlada pravi, da če opraviš inšpekcijo in vseeno ne najdeš ničesar, škoda, zamuda, vse to tvoja vlada plača državi zastave te ladje. Imam občutek, da Združene države plačujejo Bocvane. Ali Iranu, ne vem. Ne vem. Kaj pa zavestni Vinger? Ampak v ozadju je nekaj. Združene države pravijo, da lahko ustavijo kogarkoli, kjerkoli na morju. To je ponovno poudarjanje dejstva, da imajo nadzor nad morjem. Prav, zelo res. Imajo nadzor nad vsemi morji, razen nad enim majhnim delom morja, ki je danes ključen. In to je temeljni problem te razprave. Združene države ne morejo tolerirati, da majhen in izjemno pomemben preliv ni pod njihovim popolnim nadzorom. Ker njihova moč izhaja iz resničnega nadzora nad svetovnimi pomorskimi potmi. In vse poti prej ali slej vodijo skozi ožine, ožina Malaka, Tajvanska ožina, Gibraltarska ožina, Sueški prekop, Dardanele, Barencova ožina, Panama in s tem sem zaključil uro geografije, več jih nima. To nekaj stane. Ampak ne glede na to, kako veliko je morje, na koncu moraš vseeno skozi določen kraj. In Združene države ustvarjajo svojo moč z nadzorom in možnostjo posredovanja kjerkoli, ter s tem, da dovolijo enemu, drugemu pa ne, prehod skozi določen prostor. Če to izpodbijaš naravo ameriške moči. Tako kot Rusi, ki imajo kopensko moč, če jim zasedeš njihovo ozemlje, to zelo slabo sprejmejo, ker jim lahko vzameš vse, razen njihovega nadzora nad zemljo, nad ozemljem. In to je njihov element moči. Tako se razloži del vojne v Ukrajini, razloži se tudi nadzor nad Belorusijo. Oni potrebujejo fizični nadzor nad zemljo, ki jih obdaja. In Američani potrebujejo fizični nadzor nad morjem, ki jih obdaja. Če se dotakneš tega, se dotakneš bistva ameriške moči, ki ni finančna, ki ni ekonomska, ki ni kulturna, ki ni, bom rekel, popolnoma nič, ampak je v bistvu to, omogočiti preostanku sveta trgovanje pod mojimi pogoji. Kar je lahko teorija geopolitike Rimlanda, kaj ne? Torej, tisti pas, kjer so vsa ožina, kot so Tsushima, Suez, Ormuz in tako naprej. Opozoril bi na dve stvari, potem pa predam besedo Danielu. Do zdaj smo pokazali zmešnjave, ki so jih povzročili Američani. Padli so v past z iransko ladjo, na drugo so se vkrcali, Trump pravi, da potekajo pogajanja, drugi pa to zanikajo. Ni tako, da je bila druga stran neaktivna. 18. aprila so Iranci streljali na ladjo, to so vsi primeri, ko so streljali na ladje. 18. aprila sta bili dve ladji, tanker Manšif 4 in Everglade, ki je bila poškodovana in je morala obrniti nazaj. In potem je seveda še incident z ladjo Tuska, torej vsak je prispeval svoje na eni in na drugi strani.
Torej, ker smo ravno govorili o tem, da je Trump neprimeren, nam je Daniel pred prenosom nekaj pripovedoval. Po mojem mnenju je to precej zanimiva epizoda, s katero smo se ukvarjali. Z operativnega vidika, torej kar se je zgodilo pri reševanju pilotov, kar pa nismo vedeli, je bilo dogajanje v ozadju. Torej, prosim, Daniel. Dober večer vsem, hvala še enkrat za povabilo. Kaj se je zgodilo? Če se spomnite, je bil na neki točki sestreljen letalo in izgubila se je sled pilotu F-15, ameriškemu pilotu. Začne se izjemno zapletena reševalna operacija, v katero naj bi bilo vključenih veliko ljudi in sil, o tem bomo še govorili. Kaj se zgodi na neki točki? Veste, da je pod Belo hišo krizna soba. Morda se spomnite, ko je predsednik Obama vodil operacijo za zajetje in ubijanje Bin Ladna. Obstaja zelo znana fotografija, kjer je videti ducat ameriških političnih in vojaških voditeljev zbranih nekega večera. Nedelja zvečer, okoli 8:30 zvečer po washingtonskem času, kjer se združijo politika in Pentagon pri vodenju izjemno zapletene operacije. Praktično se pri reševanju tega ameriškega pilota, letala F-15, ki je padel nad iranskim nebom, zgodi podobna situacija. Soba za krizne situacije, Trump, Pentagon, možje, ki so del njegove administracije. To je zelo znana, nevarna operacija. Kdorkoli je spremljal tudi na Parabelo tisto zgodbo, ve, kakšno tveganje je bilo tisto noč. Tveganje tiste noči je bilo, da bi Trump končal kot Jimmy Carter. Če se kdo spomni, kaj se je zgodilo, ko Jimmy Carter pošlje operacijo s helikopterji, da bi poskušal osvoboditi ameriške talce na veleposlaništvu, še enkrat, v Teheranu. V katastrofi, ki stane ponovno izvolitev za predsednika Združenih držav Amerike, Jimmyja Carterja. Kakšen je bil tisti večer Trumpov strah? Da bi operacija propadla. Kaj se zgodi v sobi za krizne situacije? V sobi za krizne situacije se je Trump, ki je bil že vajen v tem drugem mandatu, obkrožil z ljudmi, kar je popolnoma drugače kot v prvem mandatu. V prvem mandatu, če se spomnite, so bili tam vrhunski generali, politiki, tehniki, strokovnjaki, ki so mu pogosto rekli ne, na srečo vseh. Tokrat, na podlagi izkušenj iz prvega predsedovanja, se je odločil, da se obkroži samo s prikimavalci oziroma prikimavalkami. Kaj se je zgodilo? Poveljniki iz Pentagona, ki so bili v sobi, so opazili, da je tega človeka v bistvu zajela panika. On je bil tisti, ki je rekel, če operacija ne uspe, grem jaz domov, ne vi. Res je bil pod izjemnim psihološkim pritiskom. Kaj se je zgodilo na neki točki? Morali so ga odpeljati iz situation rooma. Dobesedno so ga odpeljali, medtem ko je operacija še potekala. In odločili so se, da mu bodo postopoma posredovali informacije, ne da bi ga pustili v operativni fazi odločanja. Zdaj razumete, da to informacijo, kar poznajo tudi Iranci, vodi, kot ste slišali v uvodu, ki ga je prej podal Mirko. Tudi nasprotno stran, bi rekel, predvsem nasprotno stran, da ne razume več, kakšno igro igrajo. Mislim, potem je general Capitini te stvari študiral na akademiji, jaz kot državljan pa mislim, da je najbolj nevarna stvar, ki jo lahko najdeš pri nasprotniku, to, da naletiš na bedaka. V smislu, da je bedak nepremagljiv. Potem je nekdo v teh letih rekel, Trump dela kot Nixon, da bi nas prevaral. Ne, jaz sem prišel do zaključka, da Trump nima strategije, zapletel se je, obstaja preiskava, o kateri smo govorili prejšnji teden, preiskava New York Timesa,
nihče ni mogel zanikati. Kaj nam pove preiskava New York Timesa? Da pred Božičem Netanjahu gre k Trumpu in mu reče: izvede se operacija v 2 fazah. Ubije se iransko vodstvo in režim pade. Direktor Mossada gre na to v Washington in pove točno isto stvar. Rekonstrukcija New York Timesa nam pove, da se Trump kljub nasprotovanju celotnega Pentagona, vključno z generali, ki si jih je sam izbral, odloči vseeno nadaljevati. Tako se je znašel v peklenski situaciji. Torej, v trenutku, ko narediš eno napako, vse ostalo pride za tem. To, kar je pojasneval general Capitini, je po mojem mnenju zanimivo prav zaradi tega. Najprej so se znebili, to je razložil tudi moj kolega z fakultete, ki je bil ameriški veleposlanik pri NATO in ameriški veleposlanik v Pekingu. Torej, ni ravno kdorkoli. Odstranili so celo ekipo State Departmenta, ki je govorila farsi, jezik Irancev. Odstranili so strokovnjake za Iran na State Departmentu in poslali so Tudi odstranitev. To pojasnjuje tudi odstranitev načelnika generalštaba in drugih, ki so mu očitno rekli, tega se ne da narediti. Seveda. Absolutno. Poslali so 2 nepremičninska špekulanta, ki me vedno spomnita na Totoa in Pepina na trgu Duomo, ko prideta in rečeta, bi rada nekaj izvedela od mestnega redarja pred Milansko katedralo. Tako, ko se zaneseš na to ekipo in začel si z novico, ki je res izšla skoraj v realnem času, ko si jo povedal, na spletni strani Washington Posta še ni bilo potrjeno, da Vance ne odhaja več. Dejstvo, da so upletli Vancea v situacijo, kjer so ameriško ekipo strokovnjakov odstranili, kar Američani sami. Vance, ki je najbolj proti tem operacijam, ker so v nasprotju z vsemi volilnimi obljubami gibanja MAGA in tako naprej. Ne samo to, ampak govor, ki ga ima general Capitini, je pravi problem te zgodbe. Tukaj si naredil napako, ko si napadel, pocenil si tveganje, da bi se kdo branil, in zato so vsi rekli, kako dobro je šlo v Venezueli, ponovi igro v Iranu. No, to pomeni, da si res zamenjal jabolka s hruškami. Zapletel si se z Iranom, Iran na tej točki nima več nobenega interesa, da bi popustil, ker je razmerje med stranema popolnoma asimetrična. Za Iran, da je obkoljen po 47 letih, odkar se je odločil biti nasprotnik skoraj celemu svetu okoli sebe, ne samo Izraelu, ampak tudi vsem zalivskim državam. To je drugače kot za Združene države in za preostale zaveznike Združenih držav. Tukaj pridemo do dejstva, da ni spravil v težave samo zahodne zaveznike, ampak predvsem države zaliva, ki se še danes pritožujejo, da so Združene države začele vojno in jih niso sposobne zaščititi. Trump ima nekaj težav z Vanceom, ker ga v zadnjem času pošilja na samomorilske misije, malo kot zadnje potovanje ladje Yamato. Najprej ga pošlje na Madžarsko, zdaj ga pošlje sem, da se izpostavlja. Malo ga teži to, da zdaj on predstavlja prave magaje, medtem ko je sam vse zamočil. Zato ga želi v narekovajih vpletati v svoje zadeve. Ne, glej, jaz sem po izkušnjah in po značaju proti teorijam zarote. Ne verjamem, da obstaja nek načrt, je samo kolosalna zmešnjava. Po mojem mnenju je hotel vključiti Vancea, ampak izhajajoč, ostanemo pri analizi, ki jo naredi Capitini. Če narediš napačno začetno analizo, gre potem vse ostalo samo še navzdol po stopnicah. Torej, ko pošleš Vancea, o tem smo govorili prejšnji teden, se kdo, ki je spremljal Parabellum, spomni. Ankete so ti zagotovo govorile, da bo Orban izgubil. Razprava je bila samo o tem, ali bo izgubil veliko ali malo, ali pa dovolj, da bi lahko spremenil ustavo. Celo zmago je tako prepričljivo, da lahko spremeni ustavo. Spomnimo, da je moral Orban včeraj umakniti blokado, veto na znamenitih 90 milijard evrov pomoči Ukrajini. Nenadoma se postavi vprašanje, ali ni to
da pošiljaš tega človeka na tekme, ki so vnaprej izgubljene, namenjeno temu, da la uničiš. Poleg tega je bil tam tudi Vance, moram jim reči, lej, pošli svojega zeta še enkrat, vse bo že šlo. 4 hoteli po vsem zalivu. Naj si v žep pospravi nekaj milijard dolarjev, vsi bomo zadovoljni. Pravzaprav, ko si zgradil ekipo ljudi, ki ti niso sposobni nasprotovati, si se spomnil na ključno točko. Mirko, kongres ni več v rokah republikancev v zgodovinskem smislu, kot ga razumemo mi. To ni kongres desne sredine, to je kongres poslancev in senatorjev, ki jih je groza ob misli, da ne bodo ponovno izvoljeni. Če Trump reče, da jih bo vrgel ven, jih vrže ven. Nimajo več nobene avtonomije do predsednika. Poleg tega ne pozabimo na eno dejstvo. Vrhovno sodišče je pred letom in pol reklo, da ima Trump v bistvu imuniteto. Ne samo za kazniva dejanja, ki jih je že storil, ampak tudi za tista, ki jih bo še storil. Torej, ste dali v roke osebi brez strategije, brez logike in brez sposobnosti samokontrole. Tukaj se vračamo v vprašanju krizne sobe, okoli katere sedijo člani vlade, potem, če želiš, o tem lahko govoriva. Začnemo lahko z direktorjem FBI-ja, ki je znorel. In ko je Atlantic, ena najpomembnejših preiskovalnih revij na svetu, pred kratkim povedal, da je bil tako pijan, da je morala FBI v izrednih razmerah razbiti vrata, ker je bil notri popolnoma pijan. Razumeš, da si ustvaril situacijo, kjer sta on, šef FBI-ja in šef Pentagona. Skoraj celotna skupina, ki jo je izbral, ima težave z alkoholizmom, ne alkoholizmom, kjer spiješ 2 kozarca s prijateljem v baru, kar ne pomeni nič, ampak resnim alkoholizmom. V smislu, da niso sposobni pod stresom opravljati vloge, ki jim jo je zaupal Trump. Falatov je tožil Atlantic in zahteval 250 milijonov. Odgovarjam tudi na nekaj vprašanj, če jih ne pozabim. Po vašem mnenju, v koliko časa bo Turčiji uspelo pridobiti jedrsko orožje? Verjetno gledajo, vendar niso iz tistih držav, ki so ogrožene, kjer rečeš, da te nekdo hoče ubiti, bodite pozorni na to. To je bila obsesija Severne Koreje, obsesija Irana. Ker vsi tisti, ki tega niso imeli, naprimer Gaddafi, so bili ubiti. Lažje je torej odstraniti nekoga, ki nima jedrskega orožja. Zato je to obsesija tistih držav, ki vedo, v narekovajih, da so na meji ali kanali ali pa si izberite svojo terminologijo. In zato se želijo zaščititi. To je vprašanje zate, Daniel. Ali je resnična zgodba o prepiru Trump proti Danu Kajnu? Proti Danu Kajnu. nisem slišal. No. Ne znam odgovoriti. Res ne vem, ne znam odgovoriti. Lahko dodam samo eno stvar o jedrskem orožju. Kdo je spremljal Parabellum? Dan potem, ko je bil Trump ponovno izvoljen, bi rad spomnil, da smo takoj rekli, da bosta prvi 2 državi, ki bosta razmišljali o morebitnem jedrskem oboroževanju, Južna Koreja in Japonska. Točno po tej poti grejo. Na seznam bi dodal še Švedsko in Poljsko. Poljska je ponudila, da jih gosti bolj, kot da bi jih sama izdelovala, kot da bi rekla, da tudi mi želimo biti gostitelji. Če je kdo drug, ki jih noče, jih želimo mi. Paolo Sunto, dejstvo je, da teh pogovorov ni, in če Trump drži besedo, tukaj jih je 87, ki čakajo v vrsti, jutri praktično začnejo znova. Torej, po tvojem mnenju, kakšen bi bil minimalni in maksimalni scenarij? Ker če uničijo energetski sistem, vemo, kaj se bo zgodilo z zalivskimi monarhijami. In potem to postane globalna katastrofa. Torej, po tvojem mnenju, kaj bi zdaj lahko poskušali narediti, ko poteče ta ultimat? Hvala. Torej, smešno je, da je to ena redkih vojn, ki je ni mogoče rešiti z vojaško silo. To je ena od novosti, saj se običajno vojna vodi tako, da fizično prevladaš nad vojaško močjo nasprotnika. In taman v zgodovini vojn. To je vojna, ki se začne, ne da bi imelo vojaško orodje odločilno vlogo.
torej v nobenem primeru ne uspe prevladati. Torej, Iranu ne uspe prevladati nad svojim sovražnikom Izraelom, niti ne poskuša proti ameriškemu sovražniku. Toda resna stvar je, da Združenim državam ne uspe vojaško prevladati nad Iranom in jim tudi ne bo uspelo. Zakaj ta uvod? Ker če z vojaškim orodjem ne dosežeš cilja vojne, če si medtem sploh ugotovil, kaj naj bi bil cilj vojne, recimo, da je bil res cilj sprememba režima, dovolite mi, da tukaj naredim eno opombo. Sprememba režima, ki bi Iran ponovno pripeljala v podrejeno orbito Združenih držav Amerike in tako rešila enačbo na Bližnjem vzhodu v korist Združenih držav Amerike, na škodo Kitajske in delno na škodo Rusov. Mehen dodatek tej razpravi, Iran, ki je bil ponovno pripeljan, ponovno pomirjen, morda celo z dinastijo Reze Pahlavija na oblasti, je zelo prijateljski do Združenih držav Amerike, kar bi pustilo odprto vprašanje za Izraelce, ki bi rekli, ampak mi smo bili tisti, ki smo bili vaši najboljši prijatelji. Zdaj, če so ti zdaj vaši prijatelji, kdo smo potem mi? Ampak pustimo to. Zaprimo ta oklepaj. Ta vojna se ne rešuje na vojaški način. Lahko se jo prekine po diplomatski poti, vendar to pomeni, da mora ena velesila priznati izgubo svojega statusa velesile. In ne moremo zahtevati od Združenih držav Amerike, pa čeprav jih vodi Trump, da naredijo samomor. Čeprav so dokazi o tej šibkosti pred očmi vseh. So pred očmi vseh, ker imamo super silo, ki ne more izraziti moči kopenske vojne, ker ameriška vojska tega nima. Preostali delež ameriške vojaške moči. Preostala ameriška vojaška moč je v njeni mornarici in letalstvu. In v njeni sposobnosti nadzora vesolja in kibernetskih omrežij. Vojska, vse skupaj, ni temelj ameriške vojaške moči. Na tem prizorišču ga ne bi mogla izraziti. Poskušala je izraziti zračno moč, pa ni dosegla ničesar. Poskušala je izraziti pomorsko moč in ni dosegla ničesar, ker so mornariške enote še zelo daleč od iranske obale. Iz preprostega razloga, ne zaradi sramežljivosti, ampak ker obstaja zelo resno tveganje, da streljaš danes, jutri, potem še četrti dan. Morda kakšna srečna raketa zadene ravno glavno palubo Forda in se znajdeš v resnih težavah. Če ne pod vodo, pa jedrska letalonosilka, tudi o tem bi bilo treba govoriti. Torej, vojaško ne gre. Če nočeš in ne moreš ubrati diplomatske poti, edino, kar počneš, je zavlačevanje. Še naprej igramo na obrambno, jaz podam tebi, ti podaš meni, ne prečkava sredinske črte, jaz ti ne dam gola, poskušajva ne prijeti še enega. Prevedeno, brez metafore, naredimo še en krog bombardiranj, tako, in bomo videli, če se morda omehčajo. Že vnaprej veš, da ko vzletiš, tisti na drugi strani omehčajo in že vedo, da se ne bodo omehčali. Ampak s tem pridobimo čas, ta korak. Torej, če moram imeti govor. Teh 15 dni so ameriške zračne sile tehnično izkoristile, da so piloti počivali, bolje načrtovali, opravili vzdrževanje letal, zamenjali nekatere dele, malo uredili stvari. Premor, tisto, kar se v tehničnem jeziku imenuje operativni premor. Operativni premor je med dvema operativnima cikloma. Verjetno se bo, ko se ta premor konča, ki ni premirje, začel nov operativni cikl. Iskreno upam, da ne bo prizadel ciljev, ki si jih omenil, torej da ne bo udaril po vitalnih elementih Irana. Mislim, da nekje v kakšnem zaprašenem priročniku mednarodnega prava piše, da tega ne bi smeli početi. Ampak kaj hočeš? Vse kdo pa sploh opazi, če pobijaš civilno prebivalstvo, če rušiš mostove, če uničuješ jezove, če poplavljaš cele pokrajine, če bombardiraš bolnišnice, ampak recimo, da tega ne bi smeli početi. Ampak, kot si dobro rekel, obstaja ne le tveganje, ampak skoraj gotovost, da ob takšni vrsti dejanja, oprostite za ponavljanje, Iranci bodo udarili po podobnih objektih v zalivu.
pri čemer države v zalivu nimajo strateške globine, kot jo ima Iran. Če govorimo o strateški globini, z drugimi besedami, kam naj gredo prebivalci vsega tistega območja brez vode, brez elektrike, brez česarkoli. Ostane jim le puščava in 47 stopinj v senci. Se pravi, v enem tednu moraš oditi od tam, ker tam ne moreš preživeti. Hvala. Izrael ima 2 rafineriji, 2 rafinerijska obrata. Če jih začnejo resno napadati glede tega, kje dobijo dizel, kje dobijo druge stvari za Izrael. Izrael nima strateške globine, torej je majhen, izjemno majhen. In če se vojna preseli na to raven, čeprav so izraelske oborožene sile zelo, zelo pripravljene in zelo dobro opremljene, vseeno prihajajo iz majhne in zgoščene države, ki ima omejeno število razsoljevalnikov in industrijskih obratov, ki postanejo legitimne tarče. Torej, ta drugi operativni mandat, če resnično želijo odpreti prava pogajanja, bi lahko ponovno bombardirali že bombardiran. Sem bombardiral in uničil vojašnico, jo ponovno uničim. Še enkrat, nesreča nikoli ne pride sama. Tako bi dal vtis, da pridobivam čas, ne da bi ti povzročil resno dodatno škodo, da potem vidimo, če lahko najdemo še kakšen drug kanal, ker morda nam v 15 dneh ni uspelo. Pavlo, ali je mogoče, da je bil ta ples le način, da si ena ali druga stran pridobi čas za organizacijo drugega vala? Vse so dobro vedeli, da bodo pogovori propadli. Ampak dejstvo je, da se vojne prej ali slej morajo končati. Mislim, ne moreš kar naprej predstavljati si katerokoli igro. Je prvi polčas, je odmor, je drugi polčas, ampak tudi ko smo bili otroci, smo rekli, kdor prvi doseže 10 golov, potem začnemo novo igro. Ampak res obstaja pravilo, ki določa konec tekmovanja, ne vem. Se popolnoma strinjam, Pavlo. Spomnimo se Rusov. Za 5 let. V redu, vendar ne bo trajalo 5 stoletij. Ne? Bo 5. Stoletij. Vsak razumen Rus in vsak razumen Ukrajinec ve, da naslednjih 25 let ne bo preživel v boju za Donbas. 5 let, 6 let, 7 let, ker si to lahko privoščijo zaradi teritorialne kontinuitete, zaradi dejstva, da je to v bistvu kopenska vojna in vojna z droni, ter zaradi tega, ker je na eni strani 140 milijonov ljudi, na drugi pa 30 milijonov. Se pravi, imajo razloge, zaradi katerih lahko vojna traja 5 let. Ampak če vzamete parametre te vojne in jih prenesete na Izrael, ter jim rečete, to te čaka naslednjih 5 let, potem pričakujem notranji upor v Izraelu, velik pobeg prebivalcev Izraela v druge države. Ker ne moreš, ne zdržiš, nimaš teh razsežnosti, da bi to prenesel. Medtem ko jih ima Iran. Zato se lahko vojna nadaljuje, vendar le do določene točke. Morda je bilo zdaj 15 dni premirja premalo. Če bi rekli, naredimo 3 tedne premirja, morda se zdaj ne bi streljali. Treba bo videti, kaj bodo začeli napadati od jutri ali pojutrišnjem, ker če začnejo še enkrat močno udarjati in s tem dajo možnost Irancem, da storijo enako, se stopnjuje, gre se na drugo raven, kot da bi šli na drug planet. Govori se o svetovni krizi z oskrbo, ki bo trajala pol leta za pol letom, če ne celo let. Na tej točki bodo morale posredovati Indija, Kitajska, Evropa kot Evropa, Pakistan. Vsi bodo morali posredovati, vsi tisti, ki stradajo, ker skozi Hormuz ne pride več ničesar. Tema ni več Iranci proti Američanom, ampak bo nekdo pristojnim povedal, da morate nehati delati z medo. Ker moramo tudi mi preživeti, tudi na Japonskem moramo preživeti, recimo, ali v Indoneziji. Lahko je, da Iran ve, da je utrpel veliko škode, ker je res utrpel veliko škode, zato pravi, če bom jaz šel navzdol, naj sabo navzdol potegnem še druge, tako da bomo potem na regionalni ravni vsi enaki. Če grejo oni navzdol, grem navzdol tudi jaz, nisem tako oslabljen. To smo že večkrat pokazali v prenosih v živo, zato se nočem ponavljati, ampak strateške odvisnosti nekaterih velikih elektrarn in naprav za razsoljevanje v praktično vseh državah zaliva so pravzaprav ključni dejavnik
s katerimi jih lahko Iran potegne v prepad skupaj z nami. Poglejte, mi vas nismo prvi napadli. Lahko reče, če ne bi bili prijatelji s temi bedaki tukaj, bi bili danes vsi na morju in služili milijarde. Ampak ker ste se zmotili. Prijateljstvo, navezali ste se na nekoga, ki vas ni zaščitil in vas tudi zdaj ne ščiti in vas ne postavi. Nič mu ni mar za to, da boste vi prvi plačali za njihovo izbiro ciljev. To je prav tako nevarna stvar, ker se na koncu lahko zgodi, da se polovica Perzijskega zaliva iz obupa zaveže Irancem ali nekomu, ki podpira Irance, na primer Kitajski. Ta stvar se že začenja uresničevati. V ozadju se že vidi določeno približevanje držav zaliva, ne Združenim državam, ampak Kitajski. Da, mnogi se sprašujejo, ali baze, ki so bile tam, da jih zaščitijo, niso vzrok za njihovo upletenost. Tudi mi bi se morali to vprašati. Se pravi, ali je v teh novih scenarijih imeti Američane problem ali pa prednost? Trump očitno to postaja. Odgovoril bom tudi na nekaj vprašanj, potem pa je še nekaj stvari za Daniela. Pogosto slišim, da v zgodovini ni bilo vojne dobljene samo z zračnimi kampanjami. Nihče se ne spomni Japonske. Že tukaj je napaka. Japonska je bila kopenska kampanja, zračno-pomorska kampanja. Zračni del sploh ni bil glavni del. Nekaj, kar je popolnoma uničilo japonske proizvodne zmogljivosti, so bile podmornice, ki so uničile večino japonske trgovske flote, ki že pred vojno ni bila odlična po količini in tonaži, ter ni imela velike sposobnosti obnove. Torej, vmes je veliko dejavnikov. Če vzamemo samo ameriško zračno kampanjo proti Japonski, preden so lahko prišli v doseg Japonske, je bil najprej majhen do Littlov napad, ki je služil bolj kot maščevanje za Pearl Harbor. Najprej so morali zavzeti druga območja. Če ne bi bilo Okinave, Tarave, Iwo Jime, Guadalcanala, Peleluja. In tako dalje. Strategija žabjega skoka, da se zavzamejo vsi otoki, ki so primerni za baze, nato pa se zavzamejo drugi otoki, da se približajo matičnemu ozemlju Japonske. Obstaja del kopenske vojne na kraju, kjer je zelo malo zemlje. Vojna je potekala na Pacifiku, vendar je bilo zelo malo kopnega. Vendar se ne spomnim, kdo je bil ameriški general letalstva, ampak njegova ideja je bila, da bi Okinavo spremenil v ogromen letališče in v bistvu pripeljati vse štirimotorne bombnike iz Anglije in Evrope, ter jih pripeljati tja. Naredil je izračun, želel je izvesti nekaj kot 1500 naletov s 1500 bombniki 3-krat na dan. To je bil načrt za uničenje Japonske. Potem so seveda prišle jedrske bombe. Vprašanje za Moreja. Povezave med predsednikom BlackRocka, nakupom BR, pristaniškimi pravicami tudi v Hongkongu in Trumpom, ki ga predlaga za FED, ker so tudi čudna gibanja. Mimogrede, da še odgovorim, spremljam klepet, medtem ko spremljamo, je ta sestanek, posebni odposlanec, Witkoff in glavni svetovalec predsednika Jared Kushner so bili opaženi na kamerah pred vhodom v Belo hišo. Tukaj je tudi Rubio, prav tako sekretar za obrambo Hexet, ki so ga videli vstopiti v stavbo. Tako kot Rubio je sestanek praktično v tem trenutku. Hvala. Hvala vsem. Upoštevajte, da je tukaj 6 ur manj kot v Italiji, zato je operacija očitno prekinjena. Jasno je, da je sestanek namenjen temu, da se odloči, kako naprej, vendar moramo ostati pri vaših ugotovitvah. In torej, obe strani imata cilje, ki so popolnoma nasprotni. Iran, po mojem mnenju, ne more iti pod določeno raven odvračanja. V smislu, da če Iran, glede na tisto odvračanje, ki ga še ima, to preda, je v naslednjem trenutku konc z njim. Ker vsa zgodovina teh držav, vi ste omenili Gaddafija, v trenutku, ko se Gaddafi znebi kemičnega in bakteriološkega orožja, je konec z njim. Nažalost. Izkušnje učijo Severno Korejo, ki se ponovno oborožuje,
da je edini način za preživetje režima v Severni Koreji povečanje jedrskega odvračanja. Torej, jasno je, da Iran, spomnim vas, da je bilo pred 6-7 tedni v Ženevi, po britanskih obveščevalnih podatkih so Iranci popuščali glede nekaterih vprašanj. Popuščali so. S tandemom Wittkok-Kučner. In v trenutku, ko so popuščali Wittkok, oprosti Wittkok, vedno se zmotim, Wittkok-Kučner. Ko so delno že sprejemali kompromis, jih je Trump napadal. Torej, mi moraš povedati, ne glede na to, kako ti je nasprotna stran neprijetna, kako naj nasprotna stran zaupa ameriškemu sogovorniku. Ne verjamem, da je v tem kakšen načrt. Vztrajam, po mojem mnenju gre za kolosalno zmedo. Rad bi vam nekaj povedal. Ko je bilo januarja na ulicah na stotine milijard Irancev, ki so protestirali proti sramotnemu režimu, je Trump govoril, bodite mirni, prihajamo, da vas rešimo. Če združite to izjavo s tem, da je decembra Netanjahu v Farsiju pozval iransko ljudstvo naj se upre režimu, dobite jasno sliko. To je še en dokaz, da je bil Trump resnično prepričan, da obstaja možnost za spremembo režima. Opozarjam vas tudi, da je tam že 6 tednov 50,000 ameriških vojakov. Poleg stroškov, uporaba streliva. Ste videli, da je v Pentagonu že nekaj dni zaradi tega alarm? V smislu, da je tudi strelivo omejeno, ne moreš ga uporabiti več, kot ga proizvedeš. To razume še otrok. Ampak očitno predsedniku Združenih držav Amerike ta koncept ni najbolj jasen. Izračunali so tudi, koliko tomahawkov general je bilo uporabljenih. In ve se tudi približno, koliko jih je. Vojne se ne končajo po božji volji. Končajo se, ker zmanjka denarja, zmanjka orožja, zmanjka sposobnosti za boj. Ne želje po boju, ampak sposobnosti za boj. Sposobnost za boj, tudi pri Američanih, je zelo upadla. Kar se tiče Federal Reserve, lahko rečem samo tole. Prva obravnava, ki je danes potekala v kongresu, je zelo zanimiva. Ker novi vodja Fed, ki bi v teoriji moral podpirati Trumpa pri zniževanju obrestnih mer, z to vojno, ki žal general Capitini ima prav glede tega, ne samo, da se ne končuje, ampak če jutri zjutraj ti spet začnejo na polno, se poslabša, torej se inflacija še bolj poveča, poveča se tudi cena energije, poveča se tveganje, da bo Trump izgubil vmesne volitve, poveča se tveganje, da bodo Trump in njegovi pristali na sodišču s tretjim impeachmentom, nekdo bo moral iti v zapor, ker poglejte, ameriški sistem je postal tako krut, da Trump že 10 let govori. V zapor Obama, v zapor Clintonova, v zapor Bidenov sin, ampak ne mislite, da so na drugi strani kakšne rožice. Tam ni nobenih rožic. Demokrati so pod pritiskom. Ni tako, da so demokrati dobri in republikanci slabi. Vsi govorijo isto. Tokrat bomo poravnali račune. Glede Federal Reserve, zakaj je to zanimivo? Ker ta kandidat v bistvu ne bo imel možnosti narediti tistega, kar bi Trump želel, da bi Powell, trenutni guverner Federal Reserve, naredil. To bo povzročilo dodatno krizo. Torej, sredi maja se je odprlo vprašanje glede cene denarja. Cena denarja ne zadeva samo Združenih držav Amerike, temveč ves svet. Dolar je svet, kljub omejitvam, zmanjšanju denarja, ostaja svet. Glede dogovorov o pristaniščih in podobno, se zdi, da je možen kompromis, vendar smo po mojem mnenju še vedno v zelo začetni fazi.
Torej, preden nadaljujemo, ker je še veliko drugih vprašanj, se moram zahvaliti sponzorju. Povezavo najdete takoj v klepetu, seveda, in to ni nihče drug kot Incogni. Predvidevam, da tudi vi, tako kot jaz, vsak dan prejemate spam pošto in storitve, za katere se sploh ne spomnite, da bi jih zahtevali. No, vedite, če vas kontaktirajo, je to zato, ker ste pristali na njihovem seznamu. Torej v praksi, ko se registrirate na spletnih straneh, še posebej tistih brezplačnih, si zapomnite. Če je nekaj zastonj, to pomeni, da ste izdelek vi. No, kaj je Incogni? To je storitev, ki se v bistvu ukvarja z odstranjevanjem vaših osebnih podatkov. E-pošte, telefonske številke, pa tudi osebnih podatkov. Oni se v bistvu pogajajo z različnimi posredniki podatkov in poskrbijo, da vas odstranijo. Zato je to izjemno koristno, ker ste odstranjeni in imate možnost izginiti. Ne boste več prejemali teh e-poštnih sporočil, zmanjša se količina phishing pošte, zmanjša se število klicev, ki jih prejmete in na splošno, recimo, zmanjša zlonamerne dejavnosti, tudi prevare, ciljno usmerjene napade, takšne stvari. Incogni, za razliko od drugih, ne preprodaja vaših podatkov, plača se malo, pravzaprav zelo malo, saj če uporabite mojo kodo, dobite 60% popusta. Povezavo najdete v opisu, v klepetu, v pripetem komentarju, poleg tega pa podpirate kanal. Ne pozabite, če vas ne najdejo, vas ne morejo motiti, zato je Incogni rešitev za vaše in moje težave. Jaz ga uporabljal sem ga na svoji številki, na svojih e-poštah, tudi na tistih od svoje žene in iskreno po približno mesecu in pol uporabe nisem več prejel nobenega klica. Pomembno vprašanje za Daniela Mora, saj Trumpu ta zmeda ni dovolj. Dodal je še ta fantastični biser. Bilo je poročil, da Pentagon pripravlja vojaško akcijo na Kubi. Ali so ta poročila resnična? Je Kuba naslednja? No, to je odvisno od tvoje definicije vojaške akcije. Bi to lahko bila Venezuela ali Iran? Da, to je odvisno od tvoje definicije vojaške akcije. Praktično je ponovno odprl temo Kube izpred nekaj dni. Torej, odprti viri pravijo, da so glede Kube opažena nenavadna ameriška gibanja in on je na neposredno vprašanje, ali so kakšna dejanja glede Kube, odgovoril: odvisno, kaj je tvoja definicija vojaške akcije, kar je približno ista neumnost, kot sem jo rekel glede Venezuele. Torej, kolikor ti veš, ali se kaj dogaja v tej smeri, glede na to, da se je vse vrtelo tudi okoli Rubija? Absolutno, da. Kuba je za Trumpa nekako mala Venezuela. V smislu, da je na območju, ki ga je on določil. Torej, Amerika, v bistvu Severna, Srednja, Južna Amerika je izključno v njegovi pristojnosti. Kuba je režim, ki ga je lahko napasti. Ni teroristična grožnja za Združene države. Je preprosto zgodovinska rana za vse ameriške administracije. Od Johna Kennedyja naprej, demokrati in republikanci, na kastristični sistem, nekoč komunističen, danes pa postkastrističen, še vedno gledajo kot na diktaturo. Kakorkoli, diktatura je še vedno na Kubi, še vedno je motnja, ne pa grožnja. Kubo, po mojem mnenju, jo bo obdržal morda še nekaj tednov pred volitvami, ker tam zlahka zmaga, recimo tako, je veliko lažje kot Venezuela, na primer, za upravljanje. Venezuela, mimogrede, treba je povedati, da Trump operacijo, ki jo je izvedel, mu uspeva obvladovati, v smislu, da režim. Včeraj je bila na Financial Times objavljena preiskava prav o tem, kako venezuelski režim v resnici popušča skoraj vsem ekonomskim zahtevam kapitalizma, ameriškega kapitalizma. In s Kubo poteka podobno pogajanje. Torej, Američani pravijo Kubi, če odprete režim, če izpustite nekaj disidentov, zgolj zato, da pokažete, da smo tukaj za človekove pravice in podobno, bolj za okras, pa se pojavi še en problem. Obstajajo milijoni ameriških državljanov kubanskega porekla,
ki so takoj postavili vprašanje, če pade režim, nam morate vrniti premoženje, ki ste ga od časov Fidela Castra odzeli na Kubi. Ampak ostaja lahka operacija, po mojem mnenju ne potrebuje vojaškega posredovanja, jo že zdaj izstradajo. Opozarjam vas, da je edina operacija, ki je šla v nasprotno smer, tista, ki so lahko izvedli Rusi. Pomoč so prinesli tako Rusi kot Kitajci. Tako pri energetskih virih, kot pri rižu, pri hrani. Na Kubi vendar je očitno, da kubanski režim nima prostora za pogajanja. Pogajanja potekajo, ve se tudi s kom in kje se izvajajo. Po mojem mnenju tam ne bo potreboval trdega pristopa. Po mojem mnenju mu bo uspelo doseči neko obliko kompromisa. To nam pove, da mu ostaja odprt zunaj ameriške celine ves preostali svet. Ker vse igre, o katerih danes večer še nismo govorili, Ampak spomnim vas, da je pred mesecem in pol Trump sklical desetine politikov z vsega sveta, ker je moral obnoviti Gazo. Gaza je zginila iz časopisov, ampak je ostala tam, Libanon je ostal tam, Ukrajina je ostala tam, Tajvan. Isto kot prej. Se pravi, svetovna bojišča, sile, ki si domišlja, da je nekaj več. Svetovno cesarstvo ima skoraj vse fronte odprte. Brez rešitev, brez rešitev. To ni, hočem reči, ni regionalni problem, ampak odnos z Evropsko unijo in tako imenovano koalicijo voljnih. Hočem reči, napad, ki sem prepričan, da so ga mnogi tvoji sledilci videli, napad, ki je danes prišel iz Moskve, zelo silovit, proti italijanskemu premijeju. Pravi, da so tudi v Moskvi opazili dejstvo, da tudi najmanj sovražno nastrojena voditeljica dopušča tranzit. In to so začutili tudi domači protestniki. To je povzročilo spremembo smeri v zadnjih dneh glede človeške rase. Naravna zver, patentirani idiot. Giorgio Puta Meloni. Nacionalna televizija, kaj ne? Če pomislite. To, ne samo to, ampak on je osebnost. Veliko ljudi v Italiji ga pozna. Zakaj? Ker govori italijansko. Ker ima eno najlepših vil ob jezeru Como. Pride ti liki, ki prihajajo iz Moskve, Imajo po zasegom. Italijanščino se je naučil v enem najlepših krajev na svetu in kot skoraj vsi ti liki je v bistvu vložil svoj denar na Zahodu. In danes jih ima za to. Tudi te stvari jaz nikoli nisem razumel, ne? Nikoli nisem razumel vsi ti zagovorniki Rusije, ne? Celo vidim profesorje ekonomije, ki branijo Rusijo. Ampak ko zaslužijo nekaj denarja, si vilo zgradijo tukaj. Kupijo Bentleyja, kupijo vilo v Toskani, v Franciji, na teh krajih tukaj. Ne kupijo je v Gagavziji ali v Burjatiji. Nekdo na Madžarskem, ker veš, koliko časa traja, da dobiš dovoljenje za gradnjo v Gagavziji. Poskusite vi kaj zgraditi v Gagavziji. To. Ne podcenjujte napada, ki je prišel iz Moskve. nikoli ne pozabite, da je pred mesecem in pol iz Moskve vodja tiskovnega urada Ministrstva za zunanje zadeve napadla predsednika republike Mattarello. Pozor, res je, da je Italija srednje velika država, srednja sila, ampak vloga, ki jo ima Italija znotraj Zahoda, moti veliko držav. Poraz Orbana ni poraz države z 10 milijoni prebivalcev. Pred nekaj dnevi so na primer proruski suverenisti zmagali v Bolgariji, a nihče ne more postaviti Bolgarije in Madžarske na isto raven. Madžarska je igrala vlogo pri financiranju tudi gibanja MAGA, celo ameriškega.
povem vam to, ker vem, o čem govorim. Tudi v Washington so prišla bogato financirana vabila, da bi šli na Madžarsko in tam gradili Madžarsko kot nekakšno notranjega sovražnika Evropske unije in nasploh zahodnega sveta. Te reakcije, ki prihajajo, nam povejo, da živčnost do Zahoda, do tistega, kar imenujemo liberalni svet, ni prisotna samo v Washingtonu, ampak tudi v Moskvi in tudi v Pekingu. Ker Peking, ki ima sicer tudi notranje težave, igra zelo negativno vlogo glede Irana. Saj pomaga Irancem točno tako kot Rusi. Dejansko je zasežena ladja morda prevažala blago z dvojno rabo, tako pravijo Američani. Rad bi postavil vprašanje Pavlu, vendar bi prej rad povedal nekaj o Madžarski. Obstajajo celotna poročila o vaseh na Madžarskem, kjer se praktično govori rusko. Rusi so si tam ustvarili svojo skupnost, kupili so celo vas in Madžarska je vedno izdajala vize, dovoljenja za vstop, imela je privilegirano vlogo. Rusi seveda prinašajo denar in tako začnejo dobivati vstop v Evropo. Tudi v takšnem obdobju, kot je zdaj, olajšan preko Madžarske. Zato je vedno obstajalo to tesno razmerje. Mimogrede, sredstvo iz slavnega škandala 3 velikih ameriških youtuberjev, ki so potem dobivali denar za to, kar so govorili. Naključno so šla skozi Slovaško in Madžarsko z lažnim madžarskim bančnikom in tako naprej. Torej, vedno gre za isti bančni krog dovoljen in tako naprej. Tako je jasno, zakaj je imel vedno poseben odnos z Rusi, tudi kar zadeva energetiko. Če se vrnemo k Solovjevu, ki je res voden nadaljavo, če začne s tako nasilnim in nizkotnim napadom, to smrdi tudi po navodilih nekoga iz Italije. Zdaj vemo, da je znotraj desnice v Italiji malo zmede. Zato sem te hotel vprašati, Pavlo, kaj si ti misliš o tej zgodbi? Ker dvomim, da se Solovjev zbudi zjutraj in reče, koga bom danes napadel, in začne nasilno napadati Melonijevo. Jasno je, da je bila Melonijeva vlada vseeno zelo blizu, vsaj formalno gledano, Zelenskemu. In je ohranila to linijo, kljub temu, da so bili člani njene skupine, med njimi Bandači, Salvini in drugi proti. To je malo čudno. Ali ti kaj smrdi, Pavlo? Ja, preden dam odgovor, ki je samo mnenje. Spomnim se, da je na Madžarskem ob tej uri, ko so vsi doma, 9,5 milijonov ljudi. Lombardija ima 10,5 milijonov prebivalcev. To je milijon več kot Madžarska. Samo Lombardija. Zakaj je to tako? Ker imajo številke svoj pomen. Tisto, kar je danes naredila ruska televizija, je bilo storjeno proti državi, ki ima posebno težo, ki si je sama ne priznava, govorimo o Italiji, a jo ima. Italija ima določeno gospodarsko težo, ima določeno demografsko težo, ima geografski položaj, ki je glede na interese Rusov. Tako usmerjena proti Libiji, tako usmerjena k temu, da ima novo oporo v osrednjem Sredozemlju, tako blizu zdaj Egipčanom, ni primerljiva z drugimi. Kaj imamo? Imamo to, da Meloni je pred enim tednom sprejela Zelenskega takoj po izgubi zaveznika na Madžarskem in je izrekla običajno izjavo o svoji zvestobi. Ker je Meloni vedno govorila, da italijanska vlada, italijanski parlament podpirata Ukrajino. Brez če in ampak, kolikor pač lahko naredimo. To je tisti element realizma, ki ga Italija dodaja splošni evropski razpravi, ne da bi si izmišljala kot kakšna baltska država ali Poljska. Za kar pač lahko storimo, vam damo vse, kar lahko, ne morete pa pričakovati, da bomo prodali hišo, da bi vam pomagali, ker tega vam ne moremo storiti. V meji realizma se Italija obnaša zelo pošteno in je za zgled preostali Evropski uniji. Po mnenju Italije v Evropi. Sprva jih vsi zavračajo, ko jih prvič uvedejo, a potem počasi, če pogledate po kakšnih 20 dneh, enem mesecu, mesecu in pol, dober del argumentov, ki jih predstavijo italijanske vlade, je na nek način sprejet, ker so pogosto argumenti zdrave pameti.
Zakaj nam potem delajo težave? Zdaj postajam sumničav, ker bomo morda čez 1 leto imeli volitve. Mi? Ampak oprosti, prekinitev s Trumpom, ker tudi časovno obdobje sprejema Zelenskega. Je prekinitev s Trumpom, ker celo za Melonijevo Trump ni? Ničesar nismo prekinili. Trump je prekinil z nami. Mi se imamo zelo radi, ampak mi živimo s papežem, zato ga ne moremo slabo obravnavati, ker je to tudi vprašanje vljudnosti. Pavlo, glede na težo, zakaj bi se moral iziti na Italijo? Ker nimamo nobene teže pri pomoči Ukrajini, razen teh formalnih stvari. Ker pa veliko pomenimo pri oblikovanju mnenja Evrope. In na tej točki z volitvami, in tukaj govorim po svoje, nimam dokazov, zato povem svoje mnenje, ki velja toliko kot mnenje kogarkoli drugega. Zagotovo še toliko manj leto pred volitvami. Oslabiti tisti del desno-sredinskega pola, ki so tako očitno in odkrito proukrajinski, v korist tistih iz desno-sredinskega pola, ki sploh niso tako odkrito proukrajinski. In tudi v korist della leviše. Giuseppe, ki pa ni tako zelo navdušen, to prikriva z drugo zgodbo, ker namesto orožja kupujemo panetone. No, prosim, v resnici to zelo dobro vemo. Zakaj bi oslabil desni del, ki je odkrito atlantski in proukrajinski, in poskušal okrepiti desni del, ki bi po končanih volitvah lahko še vedno zmagal. Govorim o Salviniju, govorim o Vanaciju, govorim o Conteju, govorim o teh ljudeh. Tukaj bi nam to ustrezalo, pravzaprav, če bi jim uspelo, bi imeli še kaj več kot Orbana. Si predstavljate, če bi Orbanovo igro igrala Italija. Ko je bil predsednik Irija, Enija, vedno se zmeden, Descalzi. Ko pravi, da je treba začeti kupovati rusko nafto, on to reče kot strokovnjak, bil je. Tista stvar s podkvijo, ne Pavlo? Torej tisti na skrajni desnici in bolj ali manj tisti na levici, ki se zlega zlomka znajdejo na istem stališču. Ampak ko ti ta reče, morali bi začeti znova razmišljati o nakupu plina in nafte od Rusov, ker nas kriza tistega drugega, tistega svetolasega resnično spravlja na kolena. In Descalzi govori, precej sem prepričan, da je to Descalzi, nočem zamešati priimka. Res govori tehnično, kot nekdo, ki vodi energetski sektor države. Kaj naj rečem? Gremo po energijo tja, kjer je, ne morem reči ne, umrimo vsi, ker je normalno, da on reče, približajmo se Rusiji. Odgovor vlade. Bomo razmislili, morda ponovno zaženemo termoelektrarne na premog, ugasnemo luči, niso mu rekli da, zdaj bomo videli. Torej, združite vse skupaj, idejo, da bi morda prišlo do omilitve celotne Italije. Da to ni Madžarska, da ni 9,5 milijona prebivalcev, da to ni madžarsko gospodarstvo, ki ima 2,5-krat večje gospodarstvo kot Španija, da povem. Skratka, hotel sem povedati nekaj z političnega vidika, v smislu, da je Vanacci naredil zvito potezo. V trenutku, ko imaš desnico, ki jo vodi Meloni, ki pa je postala zelo proatlantska, vsaj na videz. Pojavlja se na paradah z Zelenskim in se ne ukvarja več s temami, ki so bile običajno njihove, kot sta bila priseljevanje in notranja varnost. Poglej, za nekoga na desnici, da bi ga pritegnil kot zgodovinsko desnico, je močno protiatlantističen. Torej, dvomi o izstopu Italije iz NATO, kot so govorili tisti rdečeškrlatni in temnočrni, so govorili isto stvar, ven iz NATO. Torej, en Vanacci, ki gre še bolj na desno in pravi, mimogrede absurdno, ker je bil on iz oboroženih sil, ne NATO, ne Američanom, da ruskemu plinu in tako naprej, ki odvzame najbolj trdi in čisti del desnice, torej naredi čisto najčistejšo desnico, medtem ko se je Meloni nekoliko razvodenila, postala nekoliko razredčena, destilirana, po eni strani destilirana, po drugi strani razvodenila. In na drugi strani imaš seveda gibanje petih zvezd, Šlajnovo, ki je bila nekaj časa zelo blizu Contejevemu razmišljanju,
potem pa bolj ali manj kroži okoli tega, nikoli ne pove ničesar povsem jasnega. Zanimivo je videti, da to, kar zdaj Solovjov govori na ruski televiziji, služi še dodatnemu zmanjševanju pomena Melonijeve. Ravno zato, da koristi tako italijanski skrajni desnici, kot tudi tistemu delu Salvini, Conte in tako naprej, ki bi lahko začeli spodkopavati to vlado. Žal mi je za Solovjova, ampak če je malo, glede na to, da ima vilo ob jezeru Como, če je malo govoril s kakšnim Italijanom in bi se morali naučiti spoznati, potem je edini način, da tega cilja ne dosežemo, ravno to, kar je naredil. Ker kakorkoli že mi lahko slabo govorimo o komerkoli iz naše vlade, ampak če ti žališ mojega predsednika vlade, na koncu ti pač ne bom ploskal. Razen kakšnega nadušenca, to ni prava pot. Ampak oni so izbrali to pot, niso pa ravno znani po svoji prefinjenosti pri reševanju te zadeve. Imajo eno, ki ni taka kot ta. Trump jo je napadel kot političarko. Nekateri pravijo, da jo je napadel kot ministrico, torej kdo bi vedel, ni pa, da bi kdo vohljal naokoli. Na drugi strani je predsednik Združenih držav, ki pravi za predsednika Francoske republike, prve moderne republike v zgodovini, da ga žena klofuta. Smo v tem cirkusu Barnum, kar je pravzaprav vrnitev v našo dimenzijo. Malo manjša, malo bolj vzgojena, oprostite za druge izraze, ne najdem jih, nekaj bolj vzgojenega, malo bolj britanskega, malo bolj, morda na dolgi rok, ali v srednjeročnem obdobju, to nam bo koristilo v primerjavi z drugimi deli sveta, ker je način tudi bistvo poslovanja. Poskusi se delati frajerja z Japoncem, poskusi se delati norca z Indijcem ali Arabcem, poskusi reči, mislite, da tisto, kar je rekel o prestolonasledniku Arabije, da sem ga prisilil, da mi pride poljubiti rit, Arabec to prenese s pivom in se smeji, ampak tisti te čaka 20 let in ti ob prvi priložnosti odreže ušesa, takrat, ko te res boli. In ta čas porabi za to, da preučuje, kako ti lahko resnično škodi. Mi, ki živimo v Sredozemlju, se poznamo, tisti, ki živijo okoli te Bagnarole, mi na severu Bagnarole, Arabci na jugu Bagnarole, ampak vsi se poznamo, Turki na vzhodu, in vemo, da se določene stvari v tem delu sveta ne govorijo in ne počnejo, če želiš živeti v tem svetu. In mi tukaj živimo že 3000 let. On sploh ne ve, o čem govorimo. Če mu poskusiš to razložiti, te ne razume, ker je Benetkam uspelo obdržati veleposlaništvo v Konstantinoplu tudi v času vojne in nihče jim ni nič naredil, ker so vedeli so, kako se obnašati. Tako, na primer. Odgovarjam na vprašanje, oprostite, če grem izven teme, glede Irana, posebno za Mirka in dobrega Lanzaro. To je razlog, zakaj sem dal to ozadje. Očitno so prestavili umik desetke na leto 2030. Ne smejo je umakniti. Nikoli umakniti. Nikoli. Prej ali slej, še posebej, prej ali slej, pride prav. In za tiste, ki govorijo take stvari, pustite italijansko politiko. Ni za vas, žal mi je, ampak čeprav niso vsi sposobni ustvariti politike, jo lahko vsi ocenjujejo. Prosim, Daniela. Torej, moram nekaj povedati, ker sem živel 18 let v tujini. Kot Italijan v tujini vam moram povedati, da Italija se odreže manj slabo kot veliko drugih držav. Tudi z bolj pomembno tradicijo. Če pogledate položaj istega ministra za obrambo, Crosetta, ki je šel v parlament, je imel govor, pri kateremu je celo del opozicije pritrdil. To je italijanski odnos, ki ima vse omejitve srednje sile. Mora se soočiti z zgodovinskim zaveznikom, ki ni več naš zaveznik. Mi smo še vedno zavezniki Američanov. Američani niso več naši zavezniki. Ko grejo delati volilno kampanjo za poraženca na Madžarskem, v resnici pošiljajo sporočilo FD-ju. V Nemčiji, Le Penovi v Franciji, Vanaciju in Salviniju v Italiji, Farageu v Angliji. Imamo državo, ki deluje manj slabo kot druge povprečne evropske države,
Doslednost Melonijeve ne izhaja iz politične simpatije, ampak iz ugotovitve. Melonijeva je bila na strani Ukrajine, ko je bila v opoziciji, in je na strani Ukrajine tudi zdaj, ko je na oblasti. Rad bi vam opozoril, ker sem to doživel, na obdobje, ko je bil Conte predsednik vlade. Ko vlada Conte v Washingtonu ni več želela plačevati. Že naročene F-35 Združenim državam Amerike so preklicali, minister za obrambo je prišel v Washington, tam so ga dobesedno obrnili, postali so prijatelji z Američani. Politiki, ki spreminjajo mnenje, ker so na oblasti ali v opoziciji, me strašijo. To so nesprejemljiva stališča. Nisem strokovnjak za vojaške zadeve, vendar poglejte, tudi v operaciji, o kateri so pred nekaj dnevi razpravljali v Parizu, italijanska mornarica, italijanski lovilci min, glede na to, kar beremo, so ena redkih virov, ki jih lahko evropske države dejansko zagotovijo. Ker imamo majhno srednje veliko mornarico, kar je dejansko priznala tudi London, da je italijanska mornarica vojaška, boljša od angleške, ki je postala posmeh v Združenem kraljestvu. Tudi druge države so v velikih težavah. Poglejte, napad, ki je danes prišel iz Moskve, je v širšem okviru, ki se ne nanaša na Meloni, v naslovu, ki si ga pravkar pokazal. Meloni kot druga točka v napadu Sokolja je to, kar je, izdala je Trumpa. V Moskvi se pritožujejo, ker je Meloni izdala Trumpa. Ni izdala Trumpa. Kaj potem praviš? Pravijo, da države ne bi smele biti ameriške marionete. Kdo je trenutno pod pritiskom? Trenutno je pod pritiskom suverenistična fronta, ki se je zapletla v težave, ker je Trump začel vojno in je ne more zaključiti in jo, spomnim vas, imenuje posebna vojaška operacija. General Capitini že 6 tednov, predsednik Združenih držav Amerike, vodi vojno, ki si je ne upa poimenovati vojna. Na koga pomislite, ki že 4 leta vodi vojno, kjer, če jo imenuješ vojna, greš v zapor? Putin. Smo v situaciji, v kateri so 3 veliki imperiji, tudi kitajski, imajo notranji sistemski problem. Stalne odstranitve vojaških poveljnikov. Pozor, nocoj ne govorimo o Kitajski, vendar tudi na Kitajskem so trenutno velike ranljivosti. Moje stališče zgodovinskega vidika je, da živimo tedne, ki gredo naravnost v zgodovino povojnega obdobja. Živimo v obdobju, ki je veliko hujše od krize Berlinskega zidu in konca Sovjetske zveze. Ker tam pade Sovjetski imperij. Tukaj pa razpada mednarodna struktura, ki je na nek način 80 let ohranjala svet. Prva žrtev, če pomislite, katera je, Združeni narodi, ki so 80 let temeljili na kompromisu med velikimi silami. Velike sile niso več sposobne sklepati kompromisov, ker nimajo več strategije. Ni strategije. Težava, s katero se danes soočamo, je prav ta. Di strategia, improvvisazione. Improvizacija, pa tudi dejstvo, da so nas Izraelci potegnili za isto nalogo nekaterih uradnikov, saj oni imajo načrt. Jaz dam kapo dol pred izraelsko strategijo, ker so oni Američani. Nihče ne govori mimogrede. Videli bomo pri tistih, ki so videli Bibija. V teh mesecih se z njegove strani ni slišalo ničesar. Ker ves hrup povzroča on, ves pritisk je na Trumpu, oni pa še naprej počnejo svoje stvari. Mimogrede, pravkar je propadlo premirje z Libanonom, če smo slučajno kaj zamudili vmes. V teh dneh so ga Izraelci kršili in danes je Hezbolah prevzel odgovornost, da so streljali. Torej bodo oni rekli, da so oni kršili in bodo spet začeli.
Torej, Izrael ima ves svoj projekt, ki se še naprej odvija, medtem ko je hrup sveta stalen. Vsa pozornost je usmerjena na Trumpa, ker je seveda popoln lik. Če bi hotel povzročiti zmedo in imeti zaveznika, kot je Trump, ter vedeti, da bo krivda padla nanj, saj ga je dovolj samo sprožiti, ker vse naredi sam, potem je popoln partner, če želiš početi takšne stvari. Se vedno reče vse in nasprotje vsega. Mi preživljamo dneve, mi in časopisi, tako da sledimo njemu, medtem ko Izrael neomajno nadaljuje s svojim načrtom. Prav tako vidimo v bližini Golanske planote, kar zadeva druzovce, poleg Libanona in tako naprej, stvari se premikajo neopazno. Mondosint vedno spremlja, kaj se dogaja. Zato mislim, da se to konča. Ali bo naredil še en obrat in že 5. podaljšal prekinitev ognja, ali pa bo moral držati besedo in jutri bodo morali znova začeti z napadi. Ne vem, Pavlo, ali odide, ali sklenejo dogovor, ali pa ga ne sklenejo. V vsakem primeru so nam podarili kaj? 2 meseca kaos. Ja, ampak to so govorili, to je govoril tudi ekonomist, tisti, oprosti, zdaj se ne morem spomniti imena, Skratka, dejstvo je, da če ta kriza traja, končno število mesecev, 2 meseca, hvala, oprosti mi, ampak sem preveč kompliciral. Če ta kriza traja 2 meseca, se zvišanje cen porazdeli na 2/12 oziroma 1/6 povprečne vrednosti stroška nafte v letu. Ampak tukaj smo že prišli do 50 dni in ni videti konca. Še ta stvar traja več ali manj na nek način, vključno z razminiranjem, 4 mesece, 5 mesecev. Tukaj govorimo o sistemski krizi, resnični sistemski krizi, ki je, ko se enkrat sproži, ne moreš hitro preusmeriti samo zato, ker tako rečeš. Ja, ampak brez skrbi, Andreas je odprt, preliv je odprt, rafinerijske zmogljivosti so enake kot prej, navigacijske zmogljivosti so enake kot prej, zmogljivosti za črpanje in predelavo naftnih proizvodov so enake kot prej ali ne. In medtem katere druge vrednostne verige so se razvile in bodo poskušale ostati nad vodo. Katere druge grozljive zmešnjave bo ta vrsta krize sprožila po vsem svetu? Rešitev je odsotnost sile, ki bi bila priznana kot garant ali sposobna obvladovati krizne razmere v svetu. Permetterà, ali bomo zaradi tega živeli mirno, ali pa bo kakšna odmaknjena sila nekje odločila, da si prisvoji svoj preliv ali naredi svoj nered, saj ve, da je nihče ne bo motil. V tem smislu ima Daniele popolnoma prav. Pomanjkanje svetovnega upravljanja je tukaj izjemno očitno. Ostalo nam je le še, da preizkusimo kitajski model. Rusi so pokazali, da nimajo te moči. Američani so pokazali, da nimajo vizije in da je njihova moč neustrezna za nalogo, ki so si jo zadali. Kitajci še niso pokazali prav ničesar. In ob tej misli me spreleti srh, ker si ne želim, da bi potem pokazali, da imajo nekaj in bi začeli plesati po njihovi melodiji, ki verjetno ni prijetna za vse. Meni je kuhanje všeč. Pavlo, zate imam vprašanje. Kako bi v naši državi ohranili red, če bi prišlo do resnih težav z oskrbo z gorivom in posledičnega zvišanja cen? Videli smo, da so rezerve kratke, strateške, trajajo 1 mesec, mesec in pol in Giorgio Alfaras je imel prav. Povedal je, da Saudska Arabija trenutno preusmerja skoraj vse, 40% svojega prometa za tistim naftovodom, ki gre praktično do Rdečega morja. In druge države bodo verjetno, če se bo ta zmeda nadaljevala, vprašale, ali se lahko tudi one priključijo. Potem, kot pravi Giorgio, ko se enkrat ti tokovi preusmerijo, nikoli več ne bo tako, kot je bilo prej. Kriza postane sistemska, najdejo se rešitve, nihče ne bo vsega znova premeščal na drugo stran. Torej, neizogibno pride do padca. Dajem ti še zadnji podatek in ti predajam besedo. Kar zadeva Rdeče morje, promet skozi Rdeče morje se je vrnil le na 66%, 34% je izginilo zavedno, še naprej uporabljajo daljšo pot. In prav je tako, ker bi Iranci že jutri lahko spet ukazali zadnjim,
naj streljajo. Da. Kako se to naredi? Poglejte, če bi mi to vprašanje postavili pred COVID-om, bi dal odgovor. Po COVID-u imam nekaj dvomov, ker smo imeli očiten dokaz, da Italijani za določen čas naredijo točno to, kar jim je rečeno. Torej, če bi vladi uspelo sporočiti, da bencina ni in da je treba jesti mineštro enkrat na dan, ker da ni, ampak moraš tudi dokazati, da ga ni za vse, mislim, da bi družba za določen čas zdržala. Dejstvo, da lahko preživi predelovalna družba, storitvena družba, kot je Italija, z bencinom po 5 evrov na liter in solato po 9 evrov, to je dejavnik, ki ga še nikoli niso preizkusili, ne v Italiji, ampak v Evropi. Ker o tem sploh ne bi mogli govoriti, to bi bila ponovna uvedba lakote. Beseda, ki je niti ne uporabljajo več, otrok besede lakota sploh ne učijo več. Kaj to pomeni? Mi smo zgrajeni na prepričanju, da je energetska oskrba, čeprav niha po določenih cenah, zagotovljena kot dobrina, kot količina, toda ko tega ni več in tisto, kar pride po vrtoglavih cenah, se popolnoma spremeni industrijska struktura države. Država postane povsem drugačna. Kako se odzivajo Italijani? Ne vem, lahko gre od vdanosti do Manzonijevega krušnega upora in vse te stvari bi bile povsem verjetne, vendar bi bilo to soočanje z situacijo, ki je nisi povzročil ti, a si vanjo prisiljen. Poglejte, ko slišite tovornjakarja, ki pravi, poln rezervoar mojega tovornjaka je šel iz 800 evrov na 1200 evrov. To je danes. In ko bo rekel, da je šlo iz 800 evrov na 1450 in tako naprej, pojdite danes, v kakšen supermarket in poiščite sadje pod 3,5 evre, 3,5 evre, 3 vejca 99, 3 vejca 80 in smo spomladi, nismo sredi zime. Že zdaj začnete opažati učinke, poskusite narediti nakup in boste videli, da boste brez težav porabili 10-15 evrov več kot pred 40 dnevi, čeprav kupujete iste stvari. Hvala. Kako se bo to končalo, nimam pojma. Ampak tokrat nismo mi krivi. Ne moremo reči, da smo naredili kaj narobe. To je bila igra, ki se je igrala nad našimi glavami, nad celotno celino in ki nam je povzročila težave. Iskreno upam. Imam vprašanje zate strani italijanskega konzulata v Ameriki. Pravijo mi, da če se dogovorita Vance in Rubio, bi lahko uporabili 25. amandma pred vmesnimi volitvami. Je kaj takega verjetno takšna izdaja? In še nekaj, nismo imeli priložnosti, da bi se s tem ukvarjali, ker sem vmes imel več prenosov živo o Sudanu in Latinski Ameriki, napad Trumpa na papeža. Kaj je bilo to? Je imelo kakšen smisel? Kaj za vraga mu je šlo po glavi? Dva odgovora. Prvi. Že nekaj dni poteka razprava o znamenitem 25. členu, torej v bistvu razglasiti vodjo države za duševno nesposobnega za vladanje. Ta razprava ni prisotna le v opoziciji. Spomnim vas, da smo v Italiji imeli podobno izkušnjo, mislim, da v začetku 60-ih let, z predsednikom republike. Mislim, da je bil to Segni, popravite me, če se motim, ki je doživel možgansko kap po zelo pomembnem in napetem srečanju, kjer je bil prisoten tudi tisti, ki je kasneje postal njegov naslednik. In nastala je težava namreč, da si imel predsednika države, ki v bistvu ni bil sposoben vladati. Odgovor je, da razprava obstaja, ne verjamem pa, da bi imela Vance ali Rubio sploh približno dovolj poguma, da bi sama izpostavila ta problem. To je vprašanje, ki sem si ga tudi sam zastavil v teh dneh, v smislu, da sem tudi glede Trumpa, ki ga spremljam že vrsto let, vedno zelo previden glede teh stvari. Že v prvem mandatu so govorili, da ga izsiljujejo Rusi. Slavnosti levo poročilo, ki sem ga prebral, ne samo, da sem ga prebral v celoti, ampak sem tudi srečal
Stila v Londonu. Stil, se spomnite, je vodja oddelka za Rusijo pri britanski obveščevalni službi. Po mojem mnenju je Stilovo poročilo v veliki meri resnično, nikoli pa nisem zares verjel, da je Trump proruski, ker ga izsiljuje Putin. Po mojem mnenju je motivacija veliko bolj psihološka. Ne gre za izsiljevanje. Prav tako kot ne verjamem, da Netanjahu, če ostanemo pri aktualnih temah, izsiljuje Trumpa glede škandala Epstein. Po mojem mnenju moramo sprejeti dejstvo, da je Trump oseba, ki ni primerna za vodenje najpomembnejše države na svetu. Ta razprava se bo nadaljevala. Ne verjamem, da bi ta parlament, ki ni imel niti poguma, da bi Trumpu naložil razpravo v parlamentu, kot to predvideva ameriška ustava, da bi povedal, zakaj in kako želi vojno, ki jo že vodi. Zato je ne imenuje vojna, ker mora z vidika formalnosti, če jo imenuje vojna, priznati, da predsednik Združenih držav Amerike ne more voditi vojne. Zato jo imenuje posebna operacija. Drugo vprašanje. Spet smo tu. Pravo vprašanje, ki je nocoj v igri v Washingtonu in ki bi vam ga rad ponudil v razmislek, je naslednje. Izhajajoč iz istega razmisleka, ki ga imamo vsi trije nocoj. In sicer, da se je Trump zapletel v zmešnjavo brez strategije in ne ve več, kako ven. Katero temo danes razpravljajo tudi v Washingtonu? Trump je, če se spomnite, leta 2018 razveljavil dogovore, ki jih je Obama sklenil z Iranci, tiste iz leta 2015. Jaz sem bil prisoten, ko sta se Obama in Netanjahu javno spopadla v epskem obračunu v Washingtonu pred 2500 ljudmi. Eden je zagovarjal kompromis z nešteto omejitvami, Obama, Netanjahu, pa je rekel ne, nobenega kompromisa. Kakšno je dejansko tveganje v najboljšem primeru, ki je pred nami? Da bo Trump prisiljen sprejeti kompromis, za katerega je sam Trump rekel, da je najslabši na svetu in tako naprej. Ker je lahko zapirati kompromise drugih, težko pa jih je sklepati sam. Lahko je kritizirati druge, ko pa si na oblasti, moraš ti pokazati, kaj narediš. Da je on v resnici prisiljen z Iranci ponovno skleniti Obamov kompromis, ki mu je govoril, naredimo nekaj nadzorov. V zameno ti dam nekaj milijard, ki sem ti bil blokiral. V slabših pogojih. Ker mu vprašanje Ormuza očitajo tudi v Washingtonu, celo nekateri republikanci. Prej si imel Ormuz odprt in Iran ni bil grožnja za Združene države Amerike. Danes pa si pred dvema vojnama, ker ti, Mirko, si prej omenil nekaj, o čemer smo že govorili vsaj pred mesecem dni. Netanjahu in Trump vodita dve popolnoma ločeni vojni, z dvema različnima strategijama in z dvema različnima narodoma, ter, če se vrnemo k pogovoru o Kapitini, z dvema različnima geografijama. Teheran je 2 uri leta oddaljen od Jeruzalema in Tel Aviva, Amerika pa je na drugi strani sveta, tveganje, nevarnost, napad Hezbolaha s severa, Libanon. Hutiji, ki bombardirajo, so problem za regijo, problem za to. Ti vodiš 2. Tveganje je, da se bo Trump soočil z nujnim porastom inflacije. Ker po mojem mnenju je nemogoče, da bi se vprašanje rešilo v nekaj mesecih glede na rast stroškov. In da bo moral skleniti kompromis z Iranči, ki po mojem mnenju na tej točki nimajo več nobenega interesa, da bi karkoli popustili, ker jim ne zaupajo, prav so naredili, da jim niso zaupali. Potem, ko sta Obama in Clintonova prekršila dogovor glede Gaddafija, nikoli ne pozabimo, da neverodostojnost ameriškega sistema ni nastala s Trumpom in republikanci, ampak z demokrati. Demokrati so prvi, ki ne spoštujejo dogovorov.
In na mednarodni ravni ne moreš delovati kot imperij in pričakovati, da ti bo nasprotnik, pa čeprav majhen, zaupal po takšnih primerih. Ne morajo ti zaupati. To je razlog, zakaj si veliko držav želi jedrsko bombo. Južna Koreja, Japonska in tako naprej začenjajo nam zaupati. Pavlo, zaključke prepustim tebi. Zakaj mnogi? Ampak zaključki. Ravno zdaj sem bral komentarje. Zdi se, da je izšla, vendar prosim za potrditev, izjava Bele hiše, v kateri predsednik Trump pravi, da podaljšuje premirje. Ja ne, že sem dal podpis, to je potrjeno. V pričakovanju. Torej, recimo, da jutri, evo, vidite, jaz razmišljam tako, da če predsednik Združenih držav reče, da bo nekaj naredil, potem to tudi naredi. Ampak medtem, ko to govorim, se mi je pred očmi spet pojavila Trumpova faca in nisem več tako prepričan. En normalen bi to naredil tako, rekel bi, dam ti še 24 ur, daj mi nekaj in potem pride. Pavlo, jaz v istem prenosu, v živo, v tem, ko so te stvari začele prihajati ven, sem rekel, da ne bom podaljšal, poglejte stvari, ki sem vam jih pokazal na začetku prenosa, torej niti ne iz dneva v dan, ja. Uro in 36 minut, v 1 uri in 36 minut, nobene podaljšave. Ob koncu prenosa v živo podaljšali. Torej, jutri zjutraj, zelo zgodaj, sem bil prijazno povabljen s strani RAI, zato se moram posloviti. In posloviti se moram z negotovostjo, ki ni moja, ampak je Danielejeva, ki svet pozna bolje kot jaz. In tudi vseh tistih, ki jih berem v komentarjih tukaj ob strani, to je svet brez gotovosti. To je nevaren svet za vsakoga. Za vsakoga, ker ne veš, kako se v njem gibati. Ne veš, kdo je prijatelj in kdo sovražnik, ne veš, kdo je zaveznik in kdo ni zaveznik. Če lahko računamo na Združene države, lahko postanejo naš naslednji sovražnik, ker tega ni mogoče izključiti. Pavlo, oprosti, ampak ali lahko živiš na tem planetu, če pluješ na slepo, ne rečem iz dneva v dan, ampak iz ure v uro? Stoletje dolgo, skozi celotno 19. stoletje so pluli tako. Pluli so na podlagi politike čiste sile. Jaz se oborožim, jaz imam večjo vojsko. In stvar je od Napoleona naprej, da če nočem več biti podvržen še eni francoski imperialni osvojitvi, si naredim svojo veliko vojsko, svojo veliko mornarico, vse, kar želite. Potem nas je ozdravila Prva svetovna vojna, od tam pa do druge. Sistem, da si zagotoviš mir samo s silo, ne deluje, ali vsaj ne deluje za našo celino. Deluje verodostojna sila, ki pa je verodostojna toliko, če ne celo manj kot sposobnost za kompromis med stranmi. Če bi twital, Pavlo, bi videli marsikaj zanimivega. Ja, ne, to je gotovo, ampak spomnite se telefonskega pogovora med predsednikom Kennedyjem in predsednikom Hruščovom o kubanski raketni krizi. Govorimo o krizi, ki so jo reševali ljudje, ki so bili v drugi svetovni vojni. Hruščov se je boril v Stalingradu. Torej so bili to ljudje, ki so vedeli, kaj pomeni vojna. Ta dva sta si telefonirala in si na koncu, ne glede na to, kaj sta si povedala, priznala blef. Jaz sem predsednik te države in govorim v imenu svojega naroda. Jaz sem predsednik druge države in govorim v imenu svojega naroda. Torej, oba popustiva, izogniva se temu, da bi me osramotil pred svojimi. Zato jaz naredim korak nazaj, ti pa prosim, umakni rakete iz Turčije, ker sicer ves ta kaos izhaja iz tega. Tisti svet, v katerem je nekaj veljala beseda in pogled iz oči v oči, je izginil. Torej, če to odstraniš, ostane samo strah. Ni več besede, samo strah. Strah je slab svetovalec. Rekel je, pozdravljam vas z besedami maršala Marshalla, Georgea Marshalla, ki jih je izrekel Eisenhowerju, ko je postal predsednik. Ne vem, če je ta stavek komu posebej všeč. Rekel je Dwightu Pazi, vlada ni slava, vladanje je samota, oblikovana skozi odločitve in to je čudovita samota. Oblikovana skozi odločitve. Marshall je bil odličen organizator. Bil je odličen organizator in Eisenhower je bil velik general, velik predsednik za Američane v tistem obdobju, vse skupaj gledano. Predsednik, ki je bil kot oseba skromen, a je bila močno personalizirana.
Politika. To je tudi opozorilo za demokracije, ki lahko volijo. Poglejte, izbira neprimernih voditeljev in vodij je nevarna za vse. Izbira nekega ljudstva, daleč stran, čez ocean, od tam, kjer živim jaz, povzroči zmedo pri mojem nakupu tukaj v Rimu, spravi v težave nekoga na Japonskem, prizadene nekoga, družine v Indoneziji. Se zavedate tega? Odgovornost, ki jo imamo, ko izberemo enega namesto drugega. In tokrat upam, da se bodo Američani naučili te lekcije, da si ne morejo privoščiti, da bi našli bedaka in ga postavili za voznika avtobusa. Torej, jaz se zahvaljujem. Toliko optimizma pa ne. Ne, zelo se zahvaljujem Pavlu in Danieleju. Meni žal sedanje predsedovanje bolj spominja na doktorja Strangelova kot na velike komunikatorje. In potem bomo videli, kdo se počuti bolj krivega. Se lahko počutim bolj krivega kot ti, se ti zdi, Juri? Tudi jaz se počutim krivega. Ali želimo ustaviti te bombnike ali ne? Seveda, tudi jaz jih želim ustaviti. Videti je kot tista reč tam. Upamo na jutri, kdo ve, ker zdaj bo tako ali tako ob polnoči se bo vse spet spremenilo. Ja, res je. Hvala. Hvala vsem in lahko noč. Se vidimo v petek z Lanzaro za tehnični prenos v živo in v nedeljo z novostmi o Ukrajini. Lahko noč. Lahko noč, adijo vsem, adijo.